Moj spomin na to dvorano, oziroma prej bi rekla na preddverje ali zunanji del, sega 70 let nazaj, morda tudi kakšno leto več, kajti bila sem majhna. Dva dogodka sta pustila v meni globok spomin, tako da je živ še danes. Namreč v avli, kar ni navadno za dvorano, posebno za kulturno dvorano, so se v tistem času, 70 let, sicer je to preverljivo, poslovili od zelo pomembnega predilniškega gospoda, delavca. Najbrž je moral biti res pomemben, če so se ljudje lahko poslavljali na tako javnem mestu, kot je avla kulturnega centra. To je meni kot otroku, nisem prepričana, da sem to videla, ampak danes se predstavljam, kot da sem to videla, podoživela, da sem bila tam, pa mislim, da nisem bila, da sem bila premajhna. Drugo pa je bolj zanimiv dogodek, oziroma veselejši, kajti prišli smo v park pred dvorano na Stavbah, kjer je bil napovedan vrvohodec. S tem, da je bila ta velika, ta planinska zajla, se temu včasih reklo, vsaj tako so mi doma povedali, napeta med dekliškim domom in enim drevesom, mislim, da lahko da to tudi ni res, ampak vrv je bila napeta. In na tej visoki vrvi je bil pravi vrvohodec z dolgo palico, s katero je lovil ravnotežje. Na tleh pa ni bilo varovalnega ničesar. Ni bilo ponjave, ni bilo ničesar. Mislim, da je gospod prišel do konca, kajti ničesar drugega se ni zgodilo. Samo to, da sem kot mala deklica gledala visoko v zrak tega mojstra. Potem pa so spomini, ki me pa le pripeljajo v dvorano na Stavbah, pa ne v času mojega obiskovanja vrtca, kajti nisem hodila rada, čeprav je bila gospa Franja Potokar enkratna gospa, pa vendar meni vrtec ni dišal. Bila sem edinka, bila sem doma in potem kasneje tudi osnovna šola, naše osnovnošolske poti niso vodile v dvorano, saj moja ne. V času osnovne šole in pa gimnazije sem bila pa preveč zaposlena s športom, tako da sem bila višje gor na atletskem igrišču in nisem zahajala. Večkrat pa potem sem prišla v tistih lepih letih 30-ih, 35-ih. Takrat že zaradi svojih otrok. Kajti najprej mi je srce bilo za starejšega sina, kajti v šoli so pripravili predstavo Mali princ. Ne bom pozabila, kako ta mali princ stoji na visoki skali, oblečen v modro, saj vemo, kakšne so ilustracije v Malem princu, in mami bije srce za vse nastopajoče iz njegovega razreda in seveda za njega tudi. Mlajši sin je pa kasneje stal na odru v okviru oziroma v društvu Tombas. Tudi takrat je bilo izredno lepo. Moji spomini na to dvorano pa so iz Špinervala. Mislim, da sem bila na nekaterih in ni bilo prav lahko priti z vstopnico na Špinerval, če nisi bil zaposlen v predilnici. Kako smo prišli
sem, ne vem, mislim pa, da zato, ker smo prijatelje imeli, ki so pač bili povezani s tem. In eden izmed teh špinervalov je imel številko tam na desni ali levi strani, s katerekoli pač gledamo, število zaposlenih. In eno izmed let je imelo letnico 1263. Če se spomnimo na danes, koliko manj jih je to zelo velika številka. Nam mladim in tudi vsem ostalim je bil pa špinerval glamur. Tam si lahko videl marsikaj modernega, kar je v tistem času bilo in bilo je res lepo. Druga stvar zanimiva ob tem je bil pa bar spodaj, nekje v temi. In stene tega bara so bile črne. Saj videlo se je tako, ali pa ni bilo dovolj osvetljeno. Edina stvar, ki si jo pa lahko prinesel iz bara, razen tistega, kar si spil, je pa bilo to, da če si se na teh malih okroglih stolih naslonil na steno bara, si imel odtise, namreč po teh črnih stenah je bilo porisano, narisano, predvidevam, da je bila tudi kakšna greda. In seveda si prišel nazaj v dvorano z odtisom. Kasneje pa se spomnim vseh tistih lepih trenutkov, ki smo jih doživljali v tej dvorani v času valet. To so bili osnovnošolci, najprej še 8-letkarji, potem 9-letkarji, ki so se poslavljali, stali na tem odru, veliko premajhnem, za včasih 4 ali 5 paralelk, da bi se lahko dostojno zrinili in postavili v to, pa vendar je bil to lep trenutek za vsako generacijo, še posebno takrat, ko je odmevala pesem Za prijatelje si je treba čas vzeti. Na odru te dvorane nisem velikokrat stala sama, večkrat sem bila seveda v dvorani in gledala na oder. Če pa sem že bila ob kakšnih priložnostih, pa teh je bilo malo, kajti sama nisem igrala, pa mi je bila dvorana temna, temen prostor, kjer ni bilo ničesar in samo z lučmi obsijani ljudje, ki smo stali na odru. Zato si ob tej priložnosti in ob tej častitljivi starosti želim, da bi naša dvorana zasijala v sodobnem siju, tehnično dovršenem tudi, kajti na misel mi pride vrtljiv oder, katerega lahko vidimo kje drugje, v kakšnih velikih gledališčih. Želim si tudi, da bi naš oder imel takšen mehanizem, da lahko igralca spusti pod oder in ga potem seveda tudi vrne. Želim, da postane ta dvorana zopet prostor, ki bo dal možnost sodobnim tehničnim prijemom.